Partizanska bolnica Franja. Zgodba za vse čase. Druga svetovna vojna predstavlja največji oboroženi spopad v zgodovini, ki je terjal milijone človeških življenj. Aprila 1941 so okupatorske vojske napadle in si razdelile slovensko ozemlje. Sčasoma se je razvilo partizansko odporniško gibanje z izjemno dobro organizirano medicinsko službo. Slovenski partizanski zdravniki so se zaradi varnosti odločili za gradnjo skritih bolnišnic v gozdovih, težko dostopnih grapah in podzemnih jamah. V letih 1942 do 1945 jih je delovalo okoli 120. V njih je našlo zatočišče več kot 15 tisoč ranjencev in bolnikov različnih narodnosti, ki so se borili proti fašizmu in nacizmu. Partizansko bolnico Franja so zgradili za potrebe ranjencev na območju severne Primorske in Gorenjske. Prostor zanjo so pa na svetu bližnjega kmeta izbrali v soteski Pasice v Dolenjih Novakih. Tej odločitvi je botrovalo več razlogov. Lokacija je bila zelo skrita, a po drugi strani blizu prometnih poti, kar je olajšalo transport ranjencev in njihovo oskrbo. Zelo pomembno je bilo tudi, da so jo obkrožale domačije z zanesljivimi domačini, ki so bolnišnici pomagali na različne načine. Zanemarljivo ni bilo niti dejstvo, da so imeli na voljo dovolj tekoče vode, saj brez nje bolnišnica ne bi mogla delovati. Pod vodstvom zdravnika Viktorja Volčjaka so decembra 1943 zgradili prvo barako. V času vojne ali drugih izrednih razmer so ljudje prisiljeni sprejemati težke odločitve. Ena takšnih je bila jeseni leta 1943 gotovo tudi odločitev Janeza Peternelja, domačina iz Dolenjih Novakov pri Cerknem, da pod svojo streho sprejme večje število ranjencev in njihovih skrbnikov, ter pri tem postavi na kocko varnost svoje družine. Nekoliko pozneje so po njegovem nasvetu pričeli z gradnjo bolnišnice v bližnji soteski Pasice. Njegova kmetija pa je do konca vojne ostala glavna javka, to je zbirna točka za bolnišnico, preko katere so v Franjo odnašali tako potrebni material kot tudi ranjence. Pri tem je sodelovala vsa družina. Marca leta 1945 so nemški vojaki hišo zažgali, grozili so tudi družini, a so ji na koncu vendarle prizanesli. Zaradi varnosti je dostopna pot do bolnišnice vodila po potoku Čerinščica, ki teče skozi Sotesko. Ranjencem so pred prenosom, ki je potekal po noči, zavezali oči, da ne bi mogli kasneje nikomur izdati, kje so se zdravili. Sovražni vojaki namreč niso spoštovali Ženevske konvencije, namenjene zaščiti ranjencev v vojnem času. Januarja leta 1944 so namesto zdravnice in upravnice imenovali Franjo Bojc. Bolnišnico so že med vojno poimenovali po njej. Naloga, ki so jo zaupali, še zdaleč ni bila lahka, ne samo zaradi vojnih razmer in stalne nevarnosti, temveč tudi zato, ker je bila ženska. Do ženske enakopravnosti v današnjem pomenu besede je bilo še daleč. Od decembra 1943 do maja 1945 so v Soteski zgradili 14 lesenih barak različnih velikosti in namembnosti ter več pomožnih objektov. Poleg barak za ranjence in osebje so postavili operacijsko barako, rentgen, kuhinjo, kopalnico in pralnico, invalidski dom in celo električno centralo. Zgradili so tudi več obrambnih bunkerjev in zaklonišč za ranjence. V bolnišnici in njenih zunanjih oddelkih se je zdravilo okoli 900 ranjencev različnih narodnosti, veroizpovedi, izobrazbe, socialne pripadnosti, moški in ženske. Povezal jih je skupni boj proti fašizmu in nacizmu, boj za svobodo. Poleg Slovencev je bilo največ Italijanov, Rusov, pa tudi Hrvati, Srbi, Francozi, Avstrijci, Poljaki in Američani. Glede na razmere, v katerih je bolnišnica delovala, je bilo zdravljenje dokaj uspešno. Niso imeli šolanih bolničarjev, zato so jih usposabljali spotoma, med delom in na tečajih. Na začetku je primanjkovalo tudi zdravil, zlasti antibiotikov in zdravil za omamo med operacijami. Pozneje pa jim je bil v pomoč celo rentgenski aparat, sicer prava redkost v partizanskih bolnišnicah.
Poleg zdravstvene oskrbe je osebje precej pozornosti posvečalo tudi razvedrilu. Zavedali so se, da sta strah in malodušje velika sovražnika uspešnega zdravljenja. Prav zato so ustanovili pevski zbor, ki je nastopil na številnih internih prireditvah. Izdajali pa so tudi svoj časopis z naslovom Bolniški list. Letos bo minilo že 75 let od konca druge svetovne vojne, ki je povzročila toliko gorja in žrtev. Partizanska bolnica Franja nam pripoveduje zgodbo o pogumu, humanosti in solidarnosti v tistih dneh. Njeni junaki so običajni ljudje, ki so zapustili varna zavetja svojih domov, da bi si izborili mir in svobodo. Ta zgodba nas uči, kako pomembno je, da smo solidarni, da ob skrbi zase mislimo tudi na druge. Povezani in skupaj lahko premagamo tudi najtežje trenutke.